uživala v Natašinem predavanju, zato ker to, kar je ona uspela narediti iz svojega življenja, nam je vsem lahko en tak zgled oziroma upanje za vse tiste, ki se mogoče spopadajo s kakšnimi podobnimi zadevami, da ne obstaja beseda nemogoče. Res čestitam. Najbolj me navdušuje seveda ta iskrenost, s katero Nataša govori, ta njena avtentičnost, to, da ne olepšuje stvari, da pove tudi za stvari, na katerih področjih ali pa v katerih stvareh še tudi sama ni tam, kjer bi rada bila. Zato, ker smo vsi samo ljudje in za vse nas je to, kar počnemo, proces. In res bi bilo v bistvu čudno, če bi svoje sanje dosegli kar čez noč. Zato, ker tudi vlak, ki se vozi, se ne ustavi kar takoj, ampak potrebuje en čas, da se lepo počasi ustavi. In tako je tudi s temi našimi manifestacijami, kreacijami. Bistveno pa je, da v tem uživamo, ko vidimo, kaj se odkriva pred našimi očmi in v naših življenjih. In Nataša o tem res tako lepo govori, tako da res sem uživala. Ja, seveda Natašo vedno zelo rada priporočam vsem, ravno zaradi tega, ker govori res iz svoje lastne izkušnje in to je to, kar je največ vredno. Tako da ne samo tistim, ki ste mogoče zdajle v takih kakšnih svojih temnih sobanah, depresije ali pa česa takega, čeprav tudi za te takšne še posebej, zato ker ima tudi Nataša sama to izkušnjo, ampak za vse, ki si želite doseči sanje, tako kot jih je dosegla Nataša. In če začutite, da vam lahko pomaga kot mentorica, jo priporočam iz vsega srca. Dober dan, dobrodošli.
Živijo. Živa. Hvala, ko ste prišli. Hvala, da ste si vzeli čas za sebe. S tem ste si pokazali, kako se imate radi. In da ste stopili na to pot, ko človek nekaj čuti, da rabi narediti. Ker edino, kar imamo, pa kar je naša povezava z našim višjim jazom, so emocije, so čustva, so občutki. In vi ste začutili, občutili, da rabite biti danes tle, tako da vam jaz čestitam in vi si sami tudi čestitite. Ker to največ šteje v življenju, ko sledimo temu občutku. Vsak od nas ga ima, vsak čuti. Zdaj, prej sem imela coaching kot zunaj, pa mogoče se sprašujete, kaj je ego, pa kaj je res ta intuicija, kaj je duša, kaj je srce, ko čuti. Če ima kdo kako vprašanje, prosim, vprašajte vmes, ok? Ne rabite biti čistih. Tako da kar v redu, pogumno, ko bo eno vprašal, bo drug mu dal odgovor. Tako da jaz sem zelo rada, da izvoli. Ja, kaj, zdaj bi, tole si me zdaj ti spomnil na to, da danes čestitam, mislim, da imamo neke Jožete, Jožice. Imamo kaj? Ja, evo. Vidiš to, pa nisem vedela. Tako da čestitam ti za tvoj god, ne? Ja, vse najboljše. Ja. Ego je neki, zdaj, tole je moja hčerka narisala, ne vem, kje je. Tako da dobrodošli na predavanju, ne, pomlad, jutri, mislim, da je, se začne, ne, enakonočje in slavimo pomlad. Tako da tudi to je en tak praznik, da smo danes tu, ker gremo v pomlad. Kaj je ego? Ego je nekaj, kar imamo vsi, pa kar nam zelo služi, če ga znamo vse popriti uporabljati. Ne moreš se ga znebiti, ne moreš nekaj, da zdaj gre stran, ampak se ga naučiš prepoznati. Kdaj si v egu, pa kdaj si v svojem srcu ali pa v duši. To je pa pot, ampak lahko se pa zgodi ta trenutek, da spustiš to. Se pravi, da spustiš ta ego, da ga sprejmeš, prvi korak je pa sprejemanje. Se pravi, sprejmem tudi ta del sebe, ko mi mogoče včasih kdaj nagaja, pa mogoče kdaj na koga nadere ali pa tak naprej, ne. Prvi korak je sprejemanje tega. Ker je to del tebe. Oziroma del, če zdaj vsi rečemo, da smo eno, se pravi, smo mi tudi Bog, ali kakorkoli to imenujete, univerzum, vesolje. Svojo intuicijo, ki je za druge lažno velika, za mene je tudi, jo ne upoštevam s to, da mi noče. Začni jo poslušati. Začni jo poslušati. Razumem te, Tatjana, ker je to, ta prehod se nam zdi mogoče kdaj grozen, pa težek, pa ne verjamemo, pa ne zaupamo. Ampak rabiš začeti in ko boš začela in ko boš dobila dokaze iz zunanjega sveta, da si naredila to, kar ti je intuicija rekla in da je bilo to ok, boš za vsako si bolj zaupala. Se pravi, rabiš začeti. Meni je recimo moja šamanka rekla, ko sem prišla njej na reading, ja, a ti se zavedaš, da se lahko sem usedeš, pa jaz, ja, pa ti meni reading narediš, se neka ne. Se nisem niti zavedala. Ampak pol to počas teče. In danes ljudje, recimo v mojem programu, nekaj jih je tudi tu, ko jim jaz rečem, kar meni intuicija pove, duša, Bog, eno, zavest, wow, sine moj. Kar pridita, tule imata, lejta. Ne, vse je tako, rabi biti. Ja, kako čutiš? Hvala. Lepa. Hvala. Tjačika, živijo.
Evo. Ko zaupaš tej intuiciji, Tatjana in vsi ostali, hvala, te čaka pol tak spektakel v življenju. Lej, meni je Nenad na drugi najini seansi PET metode je rekel, a bi midva imela predavanje skupaj. Sem ka, ja, v redu. In to je bilo mesec pa pol nazaj. Ne? Vsi so mi govorili, 4 mesece rabiš za promocijo dogodka, rabiš to, rabiš ono, se pravi njihove zgodbe, njihova prepričanja, njihova uvjerenja. Ne? Ampak takrat, ko je meni Nenad rekel, sem se jaz fajn počutila, ja, to je to, ok, gremo narediti. In ta občutek mi je povedal, ja, evo, in je polna dvorana, mislim, kolikor jih gre noter, kolikor za 60 ljudi smo rezervirali, 60 jih lahko gre, 60 vas je. A štekaš? In narediš, se pravi, postaneš neustrašen, ker veš, da je strah, to se učiš, iluzija, razumeš. 4 faze imamo, faza vem, to je faza, ko unič največ sanj, jaz to vem, jaz sem že to 1000-krat slišal, jaz sem že to 1000-krat prebral. Ja, a to tudi živiš? Pol je faza razumem, ko razumeš. Pol je pa še faza, da to začutiš. In ko je Nenad meni rekel, zdaj vam dajem primer, sem jaz začutila, da je to. Pa ne misli, da nisem imela strahov, pa blokad, pa Sabini težila, ja pa kako bomo napolnili, 10 jih je sam. Spust, pa sem se učila. To je bila pot, ko sem se učila. Pa mi je Nenad pomagal, pa smo en drugemu pomagali, pa smo napolnili. Ne? Pa ne gre se za to, jaz vem, kaj je moja pot, se pol vidiš svojo pot. In to sem jaz in ne more biti, da ne bi ratalo, ker sem to jaz. Ampak sem pa tudi predavala in sem prišla in ni bilo dobenega. In sem rekla, to sem jaz in jaz bom tu ustrajala. In zdaj sem dobila nagrado, ker sem ustrajala takrat, ko bi se jih 98% obrnili. Aha, mene doben ne posluša, na moje predavanje doben ne pride in tako naprej. Ne? Ok, tu sem si, Nenad ima tako lepo prezentacijo, jaz sem bolj po domač skozi. In sem si napisala, da ne odlutam preveč. Zdaj, ne vem, koliko ljudi od tu me pozna, koliko me spremljate, dobili ste vizitke, se pravi YouTube kanal, Facebook, dobili ste povabilo na prihajajoče moje dogodke. Tudi Nenad vam bo pol svoje povedal, če začutite. Veste, da so bile moje diagnoze, depresija zelo huda, se pravi tik pred samomorom. Ne? Sam korak mi je še manjko, kaj ga ne naredim in to me je malo medlo, da me pa otroci ne morajo tako videti. Ne? 24/7 negativne misli, 24/7 jokanje, 24/7 misel na samomor, ne misel, občutek, ko me je vodil nared, ga rešena boš, ne. Tako te lulat pritisne, veš, da te lulat pritisne, tako je mene pritisne dobesedno, da ga moram narediti. In na eni točki šizofrenija, bipolarna motnja, v šizofreniji so mi rekli zdaj, da ena zdravnica zanj, da ne smem govoriti, da ne vem, zakaj ne, ampak da kao ne smem, ampak jaz vsem povem, vse se da, ko se začnete vračati v to, kar ste in sami sebi. Odgovore, srečo, veselje, vašo pot, pomoč, univerzuma, ljudi, vse imate v sebi, čisto vse. In na eni točki sem sprejela antidepresive. Zdaj zelo kratko bom to povedala, to pa zaradi ene stvari. Ker se zavedam, da več govorim o depresiji, pa vse to, kar sem imela, z vsako besedo, ki ima vibracijo, posejem seme, da se mi lahko v prihodnosti kdaj spet to ponovi. Ok? Zato čisto na kratko bomo o tem govorili, pol bomo pa govorili o tem, kaj je meni pomagalo in zaradi čega sem jaz danes tu, ko sem. Ste vsi dobili blokce, kulije, bombice rabite noter dati, vsi pišejo, odprete jih, odvijačite pa date bombico noter.
Okay? Tako da si kaj zapišite, tisto, kar vas bo, ne? Na eni točki sem sprejela bila sem se pravi, te psihoze, ne, v tej šizofreniji, so me 3-krat peljale recimo v psihiatrično bolnico z rešilcem, ne, se pravi, delala sem stvari, ko nisem vedela, da jih delam. In potem sem 1 leto bila na injekcijah, vsak mesec sem šla po injekcijo, antipsihotik. In jaz še vedno pravim, da mi je ta antipsihotik naredil tako hudo obliko depresije, ker je stranski učinek depresija. In vse noter, to vam pravim, vse veste, sem vedela, da jaz tega ne rabim, da je to posledica vseh, v narekovaju, travm, izkušenj, danes ne rečem niti več izzivi, niti problemi, izkušnji, ko sem jih doživela v preteklosti in skupek vsega tega je tvoril to mojo bolezensko stanje. Zdaj pa, ali vas bo bolezen zbudila, prebudila, ali pa tako, ko sem jaz zadnjič iz jabolka padla, ne, vidite, tu sem cela plava, ne, ali te to prebudi, to so človeški problemi, človeški, ko si tu noter. Meni je rekla intuicija, ne stopi tja, in jo nisem poslušala in zato sem čofnala dol. Ampak v redu, jaz sem rekla, vse se dogaja meni v prid in se je pol vse super speljalo in je bilo fantastično na koncu, ne. Na eni točki sem sprejela pol te antidepresive, ko so mi res veliko škodo naredili. In vedno rečem, tudi ko imam intervjuje, vse posod, če bi to bila zdravila, pol bi bili vsi zdravi, nasmejani, srečni in brez teh zdravil, ne. Jaz pravim temu tablete, ampak na eni točki je mene antidepresiv rešil, da sem lahko umirila misli in da sem se lahko sploh knjigo v roke vzela ali pa eno predavanje do konca poslušala. In prva, to sem imela res veliko srečo, to zdaj, ko nazaj gledam, prva točka, ko sem se jo jaz šla učiti, so bile misli. Kaj so misli, od Joe Dispenza knjige brala, od kod prihaja misel, zakaj je misel, kako vrednosti jaz dam, kakšen predznaki dam. In to sem ornk natrenirala. In pol sem vedela, samo misel je, naredi samomor, samo misel je. Ko si jo 1000-krat pomislila, milijonkrat in ji verjameš, lahko nehaš verjeti v istem trenutku. In tu se začne vaja. Ok, in je prišla misel, sam misel je, ne verjamem ti, jaz bom živela. In sem to jaz se res opravičujem tole, cele dneve vadila. Sam vaja, vaja, vaja. Čisto nič druga ko vaja. In sama sebe prepričala, ker ste sami sebi, lahko bi rekla, da je naše življenje samo hipnoza oziroma hipnoza. Sami sebe hipnotiziramo z afirmacijami, stavki, besedami, ki jih izgovarjamo, potem to živimo, se pravi, je naše življenje naša afirmacija in naše življenje je posledica naših misli. In to sem zelo dobro obdelala. In tu vam piše, če sem skreirala sranje, kar ga je bilo veliko v mojem življenju, lahko skreiram tudi sanje. In na eni točki sem se odločila, zdaj pa dobro poslušajte tisti, ko krivite partnerje, krivite starše, krivite svoje otroke, državo, kogarkoli za stanje, v katerem ste, to pomeni, da še naprej sranje kreirate. Ko boste pa začeli kreirati svoje sanje, boste pa sprejeli odgovornost. To je prvi in ključen korak. Sprejemam odgovornost za svoje življenje. Pri meni so bili vsi krivi. Moj oče, ko je to pa to počel, moji partnerji, bivši partnerji, jaz sem bila najbolj boga, ker sem sama vzgajala otroke in nisem imela denarja. Vse ljudi sem krivila. Kakva je bila moja vibracija, kakva je bila moja energija, kak je bil moj občutek. Grozen, težek, neprijeten. In potem sem rekla, okej. In ta stavek mi je v meditaciji prišel in je res čist moj.
če sem vse to jaz skreirala, da so me tepli, da sem pila, da sem travo kadila, da sem take partnerje imela, da sem z 2 otroki praktično v narekovajih sama ostala, da se ne razumem ljudmi, da se skregam z ljudmi, da mi gre vse narobe, da nimam denarja, da hodim na Rdeč križ po hrano, pa po hrano s potečenim rokom, da si ne morem oblačil kupiti, da si ne morem avta kupiti, ne vem, za 1000 evrov. Če sem vse to jaz skreirala, če sem vse to jaz ustvarila, se pravi, lahko ustvarim tudi to, sanje. Je res? Ampak ta korak je ključen, sprejemam odgovornost. Za vso sranje, ko sem ga skreirala. Zdaj pa lahko greš tu v vlogo žrtve, kar seveda sem velikokrat takrat še šla, pri tem sranju. Ja, pa zakaj se je to meni zgodilo, pa zakaj glih jaz, pa on je bil res tak, ne. Moje prepričanje je bilo, da bom jaz samomorom vsem, ki so me poškodovali, ranili, pretepli, prevarali, dokazala, da so oni krivi. Da so oni odgovorni za to, da sem jaz naredila samomor in da bom jaz rešena, če to naredim. Ampak rešena sem zdaj, ko živim svoje sanje. In to je šele začetek. Res, da je tu ogromno akcij odzadaj, korakov, ko jih mogoče kdo od vas ne vidi, ogromno terapij. Tu med nami je tudi moja prijateljica Saška Einsiedler in ena izmed teh terapij, ko je meni pomagala, zakaj sem jaz pila, zakaj sem kadila, ne, se spomniš, kako se je zložil? Je bila glih njena hipnoterapija. Ja, zdaj pa en reče, to je, ne vem, 400, 450, 500 evrov, ne vem, koliko je zdaj. A se splača? Ja, se splača. In več kot 2 leti, tisti, ko me poznate, ko me spremljate na Facebooku, veste, da tudi okolice urejam, ne, da drugače sem diplomiran inženir agronomije, učiteljica, obrezujem sadno drevje in tako naprej. Sem delala eno službo 8 ur, pa sem šla po Nežo v vrtec, iz vrtca, ker s tisto plačo si nisem mogla nič, ne, niti za hrano ni bilo dosti čez mesec, ko si položnice plačal, pa 2 otroka, sem šla po njo v vrtec in sem šla v okolice do večera delati. Veste, da sem navajena krampa, lopate, vsega, ne? Kaj sem zdaj tu hotela povedati? Se odklopim. Aha, to sem, evo, vse sem zdaj videla. In ves denar, ko sem ga zaslužila, sem dala v sebe. In moj sin mi je takrat rekel, mami, to je res pametna naložba. To je sicer investicija, ampak ta investicija se vam milijonkrat obrestuje. Ker tudi denar je samo energija. In če ne gre od vas, in če ga strahom date za karkoli, kako lahko pričakujete, da bo prišel nekdo k vam, ko se ga bojite, pa ko ga noče dati od sebe? Ne morete. Tu še imam jaz kakšne izzive, tudi še vedno, ampak v redu, imam ljudi okoli sebe, ko mi to pomagajo zdaj recimo reševati, ne? Pejte po svoje zmage, pejte po to, za kar ste prišli na zemljo. Ugotovite, zakaj ste tu. Nehajte se ukvarjati z drugimi ljudmi. Noben ni kriv za to, da ste vi v depresiji, pa noben ni kriv za to, da ste vi žalostni, pa noben ni kriv za to, da vi vpijete, pa noben ni kriv za to, vsi mi, no, da smo v nemoči, da smo v vlogi žrtev. Nihče. Vsak človek, ko vam sproži neprijeten občutek, žalost, jezo, bes, nemoč, je vaš največji blagoslov. In takrat rabite iti v sebe, vase, ker vse, kar vam v zunanjem svetu, se pravi to, kar je izven vaš, v vaši pojavnosti, v vaši realnosti, ki jo živite, ni všeč, je v vas, je v nas, ni v unmu. Zdaj, če meni Nenad reče, ne vem, grda si, pa če jaz občutim ob tem žalost, nemoč, jezo, v komu je občutek? V meni.
Pravi, rabim iti vase, ne ven, vase. In potem se nehaš z drugimi ljudmi ukvarjati, sprejmeš to stanje, drugi korak, najbolj pomemben. Ok, sprejemam. Če sem skreirala sranje, so what? A sem zato slaba? A sem vedela? Nisem vedela. Če bi bila zavestna, ne bi tega delala, ne? Potem razumeš druge ljudi, zakaj so ti oni vso to sranje povzročili, ne? Ker so oni tudi v ranah, so tudi v vzorcih, so tudi v prepričanjih, ki jim ne služijo. In mogoče na eni točki ostaneš čisto sam, ne? Tako sem jaz recimo ostala. Brez te sanjske podpore, ki si jo vsi tako želite. Ne morem, sem sama, nimam dobenega, ko bi mu povedala, nimam to, nimam ne vem kaj denarja, nimam časa, nimam, to so vse izgovori, ne? Ker ko ti veš, da si ti odgovoren za to, kaj je izven tebe, pol greš notranjost spreminjati. In pol pride podpora v vseh oblikah. Ena prijateljica, drug prijatelj, tretja, četrta, peta. In pol ne veš več, kjer mu bi šel, ko te neki uhvati, kar ti ni prijetno, recimo, ne? In jih imaš. Tu je moj prijatelj iz Švice. Spoznala sva se 2 leti nazaj prek Facebooka, ne? Pa je danes tu. Pa mi je zelo veliko pomagal. Pa ga nisem poznala, sam sem pa zaupala. Čutila sem, ok, on je ok. Mi pravite, recimo, ko imam coachinge, da ne zaupate. Ja, prvo rabite sebi zaupati. Pol boste pa zunanjem svetu tudi zaupali, oziroma ne bo njih, sploh se ne bo več zgodilo, da bi kdo tak do vas prišel, da bi si nekaj takega naredili, ne vem, ti človeški problemi, da vas nekdo prevara, da vas nekdo okoli prinese. Ima kdo kako vprašanje? Ja, izvolite. Kar povejte. Situacijo mi povejte, v kateri bi si rada pomagala. Situacijo, ko jo imate? Ok. Kak iti vase, na kak način? Se pravi, to smo že prej govorili na coachingu. Zdaj mi Alja reče nekaj, ne vem kaj. Jaz občutim jezo. Kaj občutite? Samo občutek mi povejte. Kjer občutek, recimo, občutite v takih si? Jeza, ok. Ne? Zaradi nje sem jezna. Ok, zdaj ste danes dobili, nisem zaradi nje, ampak jeza je v meni. Se pravi, prvo, kar je, Aljo dam ven iz zgodbe. Nje ni tu. V meni je sprožila, v meni noter je jeza. Pa se pa vprašam, ok, Nataša, kaj je pa pod jezo? Kaj je pod jezo? Čutiš jezo, ok. Kaj pa pod jezo? Vedno gremo globje. Ok, pod jezo je pa strah, da me bo zapustila. Pod jezo je strah, ne vem, zdaj sami dajte, kjer strah imate, ne? To. Ok, kaj pa je pod strahom? Pod strahom je pa ponovadi recimo še žalost. In pol prideš do odgovora iz otroštva, ko se ti je to zgodilo, in ko ti prideš do vzroka, do tiste korenine, se vse gor spremeni. In greste avtomatsko v novo realnost. Kako boste pa vedeli, da ste se spremenila, ko bo ista situacija, Alja bo isto naredila, kakor je, ne vem, 2 meseca nazaj, ko sem bila jezna, bom jaz v miru. Bom čisto v miru, zato ker bom v svojem stebru. In to, kar delate danes, da ste tukaj, ste na tej pravi poti. Potrpežljivost je pa ključ. Lahko pa že danes zaštekate ta trenutek. Ker ni to 30 let že delam na sebi, 20 let že delam na sebi, 7 let že delam na sebi, lari fari. Predavanje se imenuje sicer danes vrnitev v zavest. Ampak, tako je Andreas rekel, nikamor se ne rabite vrniti, vi ste že zavest.
In če boste iskali in iskali in iskali, nikoli ne boste našli. Tu not je vse. To pa pomeni, kako sem si jaz pomagala, recimo, če vam povem. Prva stvar, ko ima najvišjo vibracijo, je hvaležnost. In skozi sem govorila, jaz sem ful hvaležna, pa veš, da sem jaz hvaležna, ne? To je bil ego, evo, Jože, ne? Ego. Sem hvaležna, ne? A sem čutila, da sem hvaležna? Nisem čutila. Ampak za vse sem hvaležna, jaz sem ful hvaležna, ne vem, da mi otroka počuvajo, ne? Lari fari, laž, če ne občutiš, ni. Pa sem pa vadila. Iz te depresije sem se spravila ven, da sem vsak dan šla hoditi, včasih sem se vstala ob 4 zjutraj, ta malo sem pustila doma, da je spala in sem šla v hrib gor, 1 uro pa pol me ni bilo nazaj. Lahko bi bila v vlogi žrtve, ego mi je govoril, ne ljub se ti, daj še raj spi, ne da se ti, ne moreš, imaš otroka doma, imaš to, imaš ono. Jaz sem pa vedela, da točno to rabim narediti. In sem hodila v hribe in sem vadila. Ok, hvaležna sem, da vidim zelene barvo, hvaležna sem za noge, hvaležna sem za roke. Ni bilo občutka, hvaležna sem za to, kaj so mi govorili, ne? Po 3 mesecih stojim na isti ploščadi razgledni, ko sem vsak dan stala. In se mi solze ulijejo in gledam, ok, zakaj zdaj jokam? Hvaležna sem, da imam noge, da sem prišla do tu gor. Res sem hvaležna, da vidim te lepote. In 2-3 dni nazaj sedim tam pri nam za Savinjo, s kužki, na tleh in gledam nebo. In imam tak nasmeh in gledam oblake. In sem bila v takem blaženem stanju. In gledam tiste oblake 20 minut in mi je bilo ful lepo. In pol si rečem, tudi 7 let nazaj so bili ti oblaki na nebu. Ampak jih nisi opazila. Enako je bilo. In ravno hvaležnost me je spravila do tega, da zdaj pa te stvari opazim in uživam v njih. In hvaležnost ima najvišjo možno vibracijo, se pravi 900 hercov, 1000 hercov je že božanstvo. In v nekomu iskati njegove primanjkljaje ali pa njegove vrednote, se boste sami odločili. Če v nekomu iščete, ta se dere, ta je kreten, ta je smotan, una uslužbenka mi ne pomaga, una je tečna, se takrat fajn počutite? Ne. Vsak človek izven vas, tako tudi vi sami, nosi vsaj eno stvar, na katero se lahko vi fokusirate, zdaj smo, rečemo, malo hvaležnosti govorili, o fokusu, na eno stvar, ko se lahko vi fokusirate, ko vam bo prinesla prijeten občutek. Dobro si zapomnite to, kar vam bom zdaj povedala. Sami ste na tem svetu. Čisto nobenega ni okoli vas. Nobenega. Ne vaših partnerjev, ne očeta, ne mame, ko bi jo radi spremenili, ne situacije, ko bi jih radi spremenili. Nikogar ni. Sami ste. Čisto sami. Vse, kar se pa izven vas dogaja, je pa projekcija vaše notranjosti. In če vam kaj izven vas ni všeč, ali oče, ali mama, ali sestra, ali služba, ali šefi, ali država, ali politika, začnite pri sebi. Ljudje, ko vam pa najbolj pritiskajo na tiste triggerčke, da se zderete, da ste jezni, da ste v nemoči, da ste žalostni, so pa vaši največji blagoslovi. Ker oni vas premikajo. Boš kaj naredil na sebi? Boš šel vase, boš pogledal vase, kar rabiš spremeniti, ker vi sam spremenite situacijo. Primer, ne vem, ate, mama se ločita, ok, zdaj lahko gledam na to, da je to najslabša možna situacija, pa sem jezen, pa sem v besu, pa sem v žalosti, pa sem v obupu,
pa vse okoli sebe krivim, ona dva sta kriva, da se jaz slabo počutim, pa ona dva sta kriva, primer devam, ne, dajte svoje primere. Ona dva sta kriva, ali pa šef je kriv, ali pa ne vem, kdo je kriv, da se jaz slabo počutim, pa da sem jezna, pa nemočna, pa v besu. Lahko pa sprejmem odgovornost. Jaz sem odgovorna za to, kako se počutim. Ne bivši partner. On samo je. Občutek jeze, nemoči, obsojanja, sodb je v meni. Jaz rabim nekaj pri sebi spremeniti, v sebi. In spremeniš lahko pogled na zdravje. Se pravi, če jaz na isto situacijo pogledam malo drugače, se mi takoj spremeni energija. Takoj. In to si zapišite, vse situacije v življenju, ko se nam dogajajo, ko nas najbolj bolijo, ko bi radi, da so drugačne, se dogajajo nam v prid in za naše dobro. Ker če smo mi Bog, če smo mi, ne bom rekla del Boga, ker nismo del, ampak smo Bog, smo univerzum, smo vesolje, smo ocean in tista kapljica v oceanu, ker če ne bi bilo te kapljice, pa te, pa te, pa te, pa te, pa 8 milijard kapljic v tem oceanu, ne bi bilo oceana. Ocean brez nas ne obstaja. In vsak od nas, ko odkrije, da je res čudež na zemlji, da je darilo na tej zemlji, ko se spomniš s pomočjo recimo določenih učiteljev, predavanj, seminarjev, delavnic. Kaj to pomeni, da imaš rad sam sebe? Pol vse steče v življenju. Vse. Zdaj tisti, ko me dalj časa poznate, veste, da sem res globoko v tem sranju bila. Pa če me danes vidite, vidite, da sem v svojih sanjah. Kako vprašanje? Ne? Prej sem omenila fokus. Se pravi, usmerjanje mojih misli, mojih občutkov, moje energije. Vsi vemo že zdaj, ne, to je že vse dokazano, da prvo je misel. Iz misli vse izhaja. Samo jaz sem tu, da lahko kontroliram svoje misli, ali jo bom sprejela, ali jo ne bom. A mi ta misel, ko mislim o unmu, da je kreten, služi, ali mi ne služi? Ja, ne služi mi. Ja, okej, zamenjam misel. Imate na mojem YouTube kanalu 100 videov na to temo, ali pa več. Samo to ne pomeni, da poslušate zdaj video, ampak pomeni, da vadite vsak dan to, kar jaz tam povem. Pa ne, da knjigo preberete, ampak da vadite to, kar je v knjigi napisan. Se pravi, potrpežljivost, ena gospa je prej rekla, sem neočakana. Potrpežljivost je ključna, kam se vam mudi? Časa ni. Neskončno, če temu rečem, časa imate. Niste se ne rodili, pa ne umrli ne boste, ker če ste zavest, ves čas obstajate. In če vas je strah smrti, če vas je strah vsega tega, če so neprijetni občutki, ko pomislite na smrt, ja, pol je pač to področje, ko rabite malo bolj delati na njemu, to je vse. In pridobiti nove informacije, se pravi, tam, ko vam ni fajn, ko se ne počutite fajn, pomeni, da sam nimate pravih informacij, da bi to razumeli. Se pravi, omenili smo hvaležnost, omenili smo fokus. Kam usmerjam svoje misli, kam usmerjam iz misli, se rodi občutek. Občutek, smo rekli na začetku, da je vse, in občutek je seme, ki ga vi zasejete za vašo prihodnost. In vedno imate na izbiro. Ali boste v jezi, v sodbah, v kritiziranju drugih ljudi izven vas,
To ste posijali, to boste živeli. Slej ko prej boste to pico dobili na mizo, ko ste jo naročili. Ali boste pa šli malo vase pogledat, pa prišli v moj program Pot do sreče notranjega miru, ali pa šli Nenadu napejat metodo, ali pa Saški na hipnoterapijo, ne vem, kdo še kaj dela, ne? Pa boste pokazali vašo ranljivost, v kateri se skriva največja moč. Ne znam sam. Ker če bi znal sam, bi že to naredil, pa bi že to živel. Rabim pomoč in greste po vašo moč. Pol ponavadi se tu pol pri financah ostal, ne? Ja pa dober. Jaz sem vam povedala, imela sem 500 evrov, da plačam položnice. 450 evrov so bile položnice. Se pravi, bi mi 50 evrov ostalo, ko plačam položnice. 500 evrov sem imela. Program je koštal 1000 evrov. Ja, pa gledam tistih 500 evrov, pa kaj zdaj naj program plačam ali naj položnice plačam? Ok, samo če nam zdaj programa si plačala pri svoji mentorci za finance, ne, da dvignem to vibracijo, ja pol jaz nikoli ne bom mogla nič v življenju, samo za položnice imela ali pa še to ne. In sem sprejela to odločitev, da sem s tistim 500 evrov, ko so bile za položnice, plačala program, ker sem vedela, da rabim pomoč, da rabim spremeniti ta svoj finančni zapis. In sem bila v 3 mesecih plus 5000 evrov zaradi njenega programa. Naslednji mesec je iz neba prišli 500 evrov. Pada iz neba, pol dobesedno. Ko se sam spomnite, kdo ste, lahko traja celo življenje, da se vam odprejo oči, zadostuje pa trenutek, da vidite. Sam trenutek. Ne rabite 5, 10 let, ne rabite 30, tako ona. Ta trenutek tu se lahko spomnite, kdo ste. Ker ste čista zavest, ker to ni nikamor šlo. Ne more zginiti. Sam spomnite se. In tako je gospa prej rekla, pa Tatjana, začnite intuicijo poslušati, zato jo imate. Vse mogoče ga boste 10-krat osrali, ja pa mi je to rekli, ne, pa boste videli, da ni to. Samo 11-tič vam bo pa ratalo. Ali pa 100-tič, sploh ni pomemben. Moje življenje, ko ga danes gledate, to je ena od metod, od veščin, ki je meni zelo pomagala recimo na moji poti, je meditacija in vizualizacija. Moje življenje danes je posledica mojih meditacij in vizualizacije. Nič tu, kaj naj naredim, ne. Tu not ne boste našli odgovora. Tu noter je. Kdaj ga pa najdete? Ko se umirite, ko ste mirni, ko ste v miru. In zavest je mir. In to ste vi. In če niste v miru in v sreči in v radosti in večina svojega časa tekom dne, tekom tedna, meseca, v visoki vibraciji, se pravi v prijetnih občutkih, pol rabite nekaj drugače narediti. Ne bom rekla, da delate narobe, ker nezavedno delate to, kar delate. Ampak nekaj rabite drugače narediti. In se nehati ukvarjati z vsem, kaj se izven vas dogaja in se začeti ukvarjati s seboj. Zakaj se kregam s fotrom? Je v redu. Grem v sebe. On mi samo kaže, kaj rabim spremeniti pri sebi. Do zdaj nisem vedel, danes pa ste dobili to informacijo. To pomeni sprejeti odgovornost. Samo spomnite se, kdo ste. In ko razumeš ljudi z globokim razumevanjem in spoštovanjem, to ne pomeni, da jaz odobravam, da se moj foter dere. Ne, imam svojo mejo, do tula greš del, pa ne greš. Ampak ga razumem. Zakaj ga razumem? Zato, da se poklonim mir. In če jaz sejem mir, bom imela mirno življenje.
Če sejem srečo, bom srečna. Če sejem razumevanje, bom živela razumevanje. In meditacija je ena taka lušna zadeva, ko vas pripelje do vas samih. Brezplačna je, dihalne vaje so super. Izvolite. Meditacije. Ja. Vsega to, da velikrat ne veš, kjero meditacija. Ali moraš to vsega to? Ko boste našla sebe, boste vedela, kaj je za vas. Aha, hvala. Ne, to ne pomeni zdaj, to pomeni, da ti veš, kaj je zate. Ja, veš, kaj resonira s teboj. Kaj to miri? Ja, če je prijetno. Se pravi, zdaj tam ena Saša si je zmislila, da je treba pri meditaciji sedeti, naprimer, imeti noge na tleh, pa to. Pri njej to deluje, super. Pa vodena meditacija. To je od Saše. Od Nataše je, da leži na hrbtu, včasih tudi na trebuhu. Ste že slišali to? Ne, jaz meditiram na trebuhu velikrat. Kaj meni paše, kaj z mano resonira, ne kaj je Saša rekla. To je v Sašinem svetu delovalo. V Natašinem pa mogoče nekaj druga. In to rabite odkriti. Meni paše recimo glasba, zdaj sem si tiste slušalke kupila, prej sem tiste ušesa tišala, so mi šle toliko na živce. In jaz grem in se sprehajam in prek glasbe kanaliziram, se pravi, dobivam sporočila od gor, jih najlažje preberem. In jaz ne opazim dobenega in hodim tam prnam, ko je en ribnik in poln ljudi, in jaz se ustavim in plešem, kako je fajn. Ja, pa me čudno gledajo, samo meni je fajn. Jaz jih ne opazim več. Tu ste zato, da vam je fajn. Sam zakaj si ne upamo zaplesati, tako da vse pohvale, ko ste zapeli. Zato, ker ko smo bili majhni, otroci, nismo smeli biti ne veseli, ne žalostni. Ker ko smo bili veseli, so rekli, joj, ti jih bo, tu si nas gledajo, ne moreš tule peti, ne moreš tule plesati, ne moreš tule tole delati. Ok, so nas potovkli, ne smem biti vesel. In zdaj greste po Ljubljani in slišite enega, ko na kitaro igra in vi bi radi tam zaplesali zraven in prvo, ne znam plesati, ne morem plesati, na ulici se ne pleše. Plešte! Kaj če je vas zadnji dan? Uživite, zato ste tu. Uživite v tem, kar vam prinaša užitek. Menga hoja v hribe, kužki moji, moji otroci. Ne prinaša mi pa užitek kuhanje. Zato, ko sem 40 let kuhala. In ko mi sin reče, mami, skuhi kosilo, ful dolg že niz... Ja, ne bom. Skuhi si. Vse sem te naučila. Ja, če tako uživaš v teti hrani, pa si pa naredi pohaje, pa to, kaj imaš rad. Vse naredim. Sam takrat, ko je meni fajn. Ali pa ste zdaj, to je pa ključ, lahko jaz tudi ne uživam v kuhanju. Sam jaz zato, ko se imam rada, si bom kuhanje naredila užitek. Ok? Ista situacija. Lahko pezdim, lahko se, jaz to ne bom, meni to ni fajn, pa pospravljati stanovanje, pa likati, pa kuhati, pa okne pucati. Lahko si pa spektakl iz tega naredim. In si dam muziko in plešem zraven, in si predstavljam zraven stvari, in hvaležnost, to ključno, koliko sem hvaležna, da lahko za katerega kuham, lahko pa pezdim. To je to. V isti situaciji. Čiščenje stanovanja, vsak dan, ne, ti sesa odsote, uno, drugo, sekret, vse. Ja, sam lahko mi je pa fajn ob tem. Če se imam rada, mi bo fajn, zato ker hočem biti v prijetnem občutku. In če sem v prijetnem občutku v pucanju sekreta, bom živela prijetno življenje. In enkrat bo en drug ti sekret pucal. No, a ni res? V vsaki situaciji si vi lahko naredite spektakl, da vam je pa fajn. Lahko pa sami sebe zažirate, pa kak je smoten, pa kak ste bogi, ko morate vsak dan tisto coto goniti, pa otroke, pa pa treh, lahko pa začnete končno uživati v vsem. Tudi v situacijah, v katerih danes ne uživate. Ne? Lahko rečem, ja,
učiti se je smotan, pa zdaj moram to napisati, pa pa magistersko, pa pa koliko sem boga, pa to je vse smotan. Lahko pa rečem, wow, sam zaradi tega bom pa to, pa nove ljudi spoznala, pa me bo tja pelal. Sam pogled se obrne. Samo pogled. Nič druga. Čist simpel je. Pa ne rabite nikamor več iti. Sam zdajle se spomnite, pa začnite to delati, pa začnite uživati. Pa če vam je, se ustanite pa plešte. Kaj vas briga drugih 60 ljudi? Je pa vedno, se pravi, jaz ne bom nekaj naredila, s čemer vem, da bom ranila recimo svoje otroke. Ne več. Ne več. Nikoli več. Za druge mi je vseeno. Sam svojih otrok pa ne bom več ranila, ker sem jih dovolj. Ne namerno. Ampak se zavedam, da so tudi oni prosili za to izkušnjo. Ja? Preden smo prišli, a bi mi ti dala to pa to izkušnjo? Ne bi ti jo, zato ko te bo bolel, pa me boš sovražil, pa ne vem, isto partnerji, vse. Vse ste se vse zmenili. Zdaj krivite druge, vi ste to hoteli. Pa me je prevaral, pa me je zapustil. Ja, če ste hoteli to izkušnjo na zemlji doživeti, prosili ste tega človeka, daj bod prasec, daj nikoli ne otrok jemati, daj ne plačevati preživnine, daj prevari me. Hoteli ste to skusiti, zdaj jih pa sodite. Zato, ker smo prišli se tu, ampak lahko si pa ustvarite sanje, lahko imate pa življenje, ko ne bo prevar, pa ko ne bo focnov. Lahko imate življenje, ko bo spoštovanje, ko bo ljubezen, ko bo milina. Kak? Ko boste vse to vi. Lahko imate razumevanje, ja kdaj? Ko boste vi sebe pa druge razumeli. Tako to gre. Vizualizacija. Se pravi, jaz včeraj zvečer grem v vizualizacijo, zdaj bi nekdo rekel meditacijo, gospa, ne, se pravi Joe Dispenza, se pravi, vzamem tistega, ko mi paše. 14 dni mi Joe Dispenza paše, pa 14 dni mi rečemo ta Callum Scott, ali kako se reče, paše, 14 dni mi, ne vem, en let nazaj mi je Jan Plestenjak pasu, pol mi kar naenkrat Maraja paše, ko ne vem odkot, pol mi to paše, ne. Jaz se spreminjam in spreminja se to, kar meni paše. In imam neko jutranja meditacija, ko si jaz dam zvečer, ne, in je vizualiziraš sebe. In jaz se vidim tu, vse pride mi, daj muziko, zapojte, a ne. Ja, jaz bila šla tudi v strah, ja pa kaj si bojo mislili, pa jaz sam fušam, pa kaj, če je to moj zadnji dan, jaz sem tu lepela. Ne, to je to. In narediš. In ko 50-krat to narediš, je super, je čist simpel. In pol ti sploh na kraj pameti ne pride več, da bi živel nekaj druga kot sebe. In vizualiziram sebe tu. Ok, super. Pa sem rekla, ok, sam to je stara zgodba, se pravi, današnji dan, zdaj ta trenutek je posledica mojih misli, občutkov, prepričanj do danes. Se pravi, ta trenutek je že preteklost. Kar sem jaz prej sejala, zdaj danes žanjem. Ok, gremo naprej. In sem se videla v oblekci, prej sem pravila, ne, se pravi črna oblekca, takle je bilo črn, tukaj je bila pa bela od spodaj, pa od tal gor, ne, se pravi od spodaj od oblekce, je bil travnik okoli. In jaz v meditaciji dobim, ok, tako oblekco si jim dala delati. Ali pa bo sama prišla do mene. In sem se videla, recimo, ne vem, na štadionu, da predavam ljudem. Ne vem, koliko jih gre tam, ne? In če jaz to vidim, se pravi, kaj mislite, odkot je to prišlo?
Ali pa želja, želim si BMW-ja, eni si kupite avte zato, da zadostite ta ego pa svoje rane, ne? Pa gre vse narobe, ne? Tudi to je dejstvo, ne? Ampak odkot mislite, da pride želja? Zdaj, tako sem prej gospem rekla, nimam tu nekih palc, se pravi, imam to realnost, ko mi Alja reče, zdajle, ta trenutek, Nataša, ti si grda. Pa imam isto realnost, ko mi ta trenutek zdaj reče Nenad, Nataša, ti si lepa. Kaj bolj verjamete? Grda sem ali lepa sem? Isti trenutek se dogaja. Isti. Isto 3D realnost. Čemu bolj verjamete? Butasta sem, nisem vredna, grda sem, glupa sem, vse narobe naredim, ali temu? Lepa sem, samozavestna sem, ljubljena sem, živim lepe odnose, srečna sem. To je to. Čisto simpel. Istočasno poteka. Ampak kje ste vi večino časa z vašimi mislimi, z vašimi občutki? Ali ste v realnosti? Istočasno poteka. Zdaj, ko greste tu ven, pa ta trenutek lahko začnete novo realnost živeti, ker istočasno poteka. Dosti imam tega, da mislim, da sem grda, da nisem vredna, da nimam denarja. Če istočasno tu me čakajo milijoni, Havaji, užitki, knjige, predavanja pred 3000 ljudem, vse me tu čaka istočasno. Ne rabite 30 let do tja. Sam čemu bolj verjamete? In če govorimo o teh realnostih, ko smo rekli, da istočasno poteka, tako da si predstavljate, tu imamo železnico, 2 tira, ali kako se to reče, tir, ko vlak se pele. Tu je en vlak, pa tu je en vlak. Istočasno se peleta vsak po svojem tiru. Tako so pa te realnosti. Zraven vas istočasno poteka druga realnost, v kateri ste srečni, ste ljubljeni, živite sanjsko ljubezen, imate denar. Sam kje ste večino časa? Kaj govorite? Bolana sem, boga sem, foter se dere, nič mi ne gre, denarja nimam. O čem večino časa čez dan razmišljate? O tej strani? Wow, super mi gre, kupila sem letalsko karto za Havaje, občutek. Wow, otroke sem lahko v Disneyland pelala, wow, BMW-ja najnovejšega sem si kupila, wow, predavam 1000 ljudem, rešila sem milijone ljudi po celem svetu. O čem? O sranju ali o sanjah? Kje ste? Čisto simpel je. Izvolite. Ja? Vse to, kar ste zdaj vi povedala, se je meni dogajalo. Odkar nisem prišla na hair tehniko, katero ima gospod Kadet njen Jaz sem bila ravno tako na tej strani. Videla sem se to, veste, če si na neki strani, da vidiš ko slabo, ne moreš samo od sebe priti na to stran, ker je nemogoče, res je nemogoče. Se pravi, rabiš neko, ne bom rekla pomoč, ampak neko tehniko, vsak se nekaj najde. In zagotovo je to. Jaz sem rekla, v mojem svetu ni nič nemogoče. To je dejstvo, ker ko jaz mislim, da je nemogoče, pa je nemogoče. Vse se začne pri misli. Jaz sem vam rekla, da lahko vse sami zrihtate. Samo v vašem svetu je to nemogoče. Ja, jaz sem iz te tehniko to spremenila. Ja, Nenad bo pol govoril, ampak tudi Nenad je moj, kako se to kaže, trener? Pa ne trener, terapevt. Moj terapevt. Jaz zovem njega, Nenade, derem se na malu, ne? Okej, jaz se derem, una ni kriva, una sam pritiska. Jaz pa vem, da sem lahko v isti situaciji v miru, ne da nazaj poknem. Okej, pokličem, grema pogledati, 15-20 minut. Tako kaj sem gospa prej na začetku govorila, pa verjetno niste poslušali ali pa slišali. Prosite, pojdite po pomoč. Ali Nenadu, ali Saši, ali meni, ali bilo komer. Ok, tizga, ko začutite.
Ampak pol pa ja nimam denarja za tvoj program. Ja, v redu, pa si ne želiš spremembe, se pa nikoli ne bo nič v življenju drugače. Jaz, ko hodim na velike seminarje, ko je veliko ljudje vzamejo, glih je ena bila zadnjič, pa je rekla, sem vzela kredit za Joe Dispenzo. Pa je prišla nazaj, pa je v trenutku vrnila tisti kredit. Je rekla, pa sem še en kredit vzela, sem še šla enkrat na Joe Dispenza. Ja, sam dan živi sanjsko življenje. Pa je škoda, pa nimam. Ja. Moj program se imenuje Pot do sreče in notranjega miru z namenom. In če kdo to hoče, dobrodošli. Nekaj jih je tu in lahko sami povejo, kaj so dosegli tekom programa. Ena od njih je Sabina. Ko ni vedela, koliko pa kaj pa kaj, pa si je rabila sposoditi denar, da je prišla v moj program. Sam ga je vrnala po kolikem času, Sabina? Ja. Pa ne samo to, da ga je vrnila, začela je služiti, zato ko je začela pri meni delati. Pa ne samo to, da je začela pri meni delati, zdaj grema, ker ji dajem svobodo, da res zaživi ta svoja krila v polnosti. Začela je voditi stvari, ko jo zanimajo, začela je biti ona. Vodi ženske kroge, vodi to in služi po drugih straneh tudi denar. Lahko bi pa še naprej, jaz sem Boga, ne vem, kdo sem, ne vem, zakaj sem na zemlji, cela sem živčna, cele dneve sem doma z otrokom. Ne, sposodila si je denar, da je plačala program, da danes živi sebe. Po 4 mesecih v programu. Jaz sem ji pomagala narediti ta korak, sam jih je naredila. Isto Alja tu od spredi. Ni zdaj glih čisto vseh korakov naredila, ne? Ampak bo, verjamem, da bo. Doben ga ne pustim, vsi, ko grejo od mene, še ostanem z njimi v navezi. Ne? Ena izmed programov je tamle moja Matejčica. Kaj je danes naredila? Enkrat mi je rekla, Nataša, jaz pa spečem ful dobro rolado, ne? Kaj se pa v mojem programu učimo? Ugotoviti, kdo smo. Ja? Na nešteto vprašanj odgovorite. Se pravi, moja prednost je, da sem jaz šla čez vse to, kar zdaj so vaši problemi. Kdo vam bo pomagal? Ja, nekdo, ko je to izkusil, ne? Ne more meni psihiater pomagati, ko pojma nima, kaj je depresija. Lahko mi pa je pomagala Barbka Špruk, ko je šla čez to. Ne? In sem se na njo obrnila in je bila prvi korak, recimo, na poti iz moje depresije. Ni še imela svojega programa. Sam rekla je, verjamem v tebe, uspel ti bo. Smisla, pa kaj si ti nora, ti sploh ne veš, kaj jaz doživljam, kako bo meni uspel. Pa mi je uspel, ne? In če mi je to uspel, mi lahko vse v življenju uspe. Čisto vse. Tako pa vam, enako, jaz nisem nič drugačna kot vi. Jaz nisem centa imela. Sta imela otroka, rojsten dan nisem imela na mizo dati, ne vem, pečenke pa krompirja. Mi je prijateljica tamle od zadaj dala meso pa krompir, da sem lahko nekaj dala na mizo, ko sta imela rojsten dan. Kako čete? Če vidite, da vam ne gre, da ne zmorete sami, pojte nekomu, ko vam bo lahko pomagal. A ja, to sem pozabila povedati, ne? In ona reče, da speče ful dobre rolade, orehove. Pa sem kaj v redu, pa bi jaz enkrat eno tvojo rolado poskusila, ne? Prišla je Boga, žalostna v programu vse, ne? Super nama že gre, super. Že pri meni ugotovimo, kaj so vaši užitki. In tisto, ko se vam najbolj blesal zdi, imela sem eno v programu, ko je najraje puzle sestavljala. Ampak vedno z mislijo, jaka ate pa kosi od zunaj, da. Ok, jaz vas vidim tam, davč naprej, ko se vi niti same ne vidite. In iz teh puzl, zato ko je poslušala, pa v narekovajih ubogala, delala korake, ko sem ji rekla, ne jih dela, danes vodi delavnice sestavljanja puzl, pa je prišla neka svetovna prvakinja, pa ima na YouTubeu prvi video, pa online sestavljajo, spektakl je nastal iz tega.
Pa ne samo to. Je rekla, jaz bi rada oblekce nosila, sem rekla, v redu, njeni možgani so bili 1000 evrov na mesec. 1000 evrov, to je to, kar lahko jaz dobim. Pa je prišla v program, ko je bila brezposelna. Imela je pa denar pa šparan, da ga je lahko plačala. Kaj si želiš? Ja, pa jaz to ne morem, pa nimam šole, pa nimam tega. Le, kaj si želiš? Jaz bi delala v pisarni. Ok, napišma novo zgodbo. Ful pomembna stvar, nova zgodba. Koliko od vas ima novo zgodbo napisano? V sedanjiku se piše, 3 so dvignili roko. Pobi pa 4, ja. Popolna je, kaka je zdaj popolna. Bomo, ne, dodajamo nove zgodbe. Pobi pa radi neki živeli, pa si želite, pa nimate niti napisan. Kak? To je fokus, usmerjam energijo v to, kar želim. Napišem novo zgodbo, slej ko prej jo bom živel. Nova zgodba sem jaz. Imam 10 knjig, trenutno sem na Havajih, imam 10 svojih online programov, sem svetovno znana, pišem svojo 10. knjigo, ki bo tako že vnaprej bestseller. To sem jaz. In to napišem in slej ko prej živim. Delam pa korake proti tam, akcije, ne? Je pa tudi vizualizacija akcija. Mičken, ne? Na mojem YouTube kanalu imate vse, kar rabite. Pa vsak teden nov video pride. Samo naredite to, kar tam govorim, to je vse. Pa ko vas je strah, ok, zdaj bom pa kljub strahu to naredila. V redu, tako se zmenimo. Pa kljub temu, da ne vem, kam grem, bom vseeno to naredila. Ali pa naredil. Ne, tudi mene je bilo strah prvi video posnet, pa tudi jaz sem imela, se pravi, bom rekla, človek, ki je zavesten, kljub tem občutkom, ko so strah, ko so blokade, vseeno to naredi. Se pravi, obvladuje ta del, ker ve, da to ne more biti močnejše od njega. Če ste vi Bog, če ste vi kreator, če ste vi ustvarjalec svojega življenja, mojstri, vse je že ustvarjen. Se pravi, želja pride iz enega prostorčka. To vam je že Nikola Tesla dokazal. Kvantni prostor, kjer so naše želje že uresničene. In ko si jaz zaželim, jaz bi šla na Havaje, to je iz nekod prišlo. Se pravi, iz te realnosti, ki istočasno poteka, ko zdaj to, kar zdaj živim. Istočasno. Ampak zdaj, koliko blokad imam, strahov je, pa odvisno, kdaj bom jaz tiste Havaje videla. Ste razumeli? Kak? Aha, služba, ja. Aha, hvala. Se pravi službo, napisali smo novo zgodbo. Senka sam opusti se, sprosti, pa napiš, kako službo bi rada. Jaz bi rada delala v pisarni. Ok, napišma kaka okna, velika okna. Ok, kjero rožo bi rada imela, je rekla fikus, senka pa odkot zdaj te fikus, ko meni niso všeč. Ok, napiš fikus, bom imela, v redu, super. Kake odnose bi rada živela? Ja, da me spoštujejo, da se razumemo. Ok, kaj bi rada oblekla za novo službo? Jaz bi rada oblekce, jaz nikoli ne nosim oblekce, pa čevlje, pa tak naprej. Pa smo prišli, ok, možno je tudi 2000 evrov na mesec, možno je tudi 10 000 evrov na mesec. Je že razumela, je že čutila, vedno bolj. 4 mesece v mojem programu mi ni verjela ene besede. Sama je to povedala, jaz ti ne verjamem. Čisto zaprt srce, čisto zablokirana. Ko sem rekla, rada te imam, jaz ti ne verjamem, ne mi to govoriti. Pa sem še naprej. Ok, počas grem, jo bom odprla. 2 meseca potem, ko je končala program, imela je že ogromno manifestacij, začela se je smejati, začela je plesati, s partnerjem je šla na razen, ko je odgovarjala na vprašanje o programu, je videla, pa se to ni ljubezen, ne? In je šla na razen, recimo. 2 meseca po končanju programa me kliče, je rekla, Nataša, zdaj ti pa čisto vse verjamem. Sem rekla, kam je pa zdaj verjameš? Je rekla, veš, da sem dobila službo. Sem rekla, veš. Je rekla, veš, na borzi je bilo, pa sem se prijavila.
pa ni povedala kam, ne. Je rekla, in ti, jaz imam skozi tu odzadi tebe, ko mi govoriš, bod avtentična, napiš to, kdo si, napiš, v čem uživaš, napiš, kaj bi rada. In ona to, ta CV, ko se pošlje, še to zraven napisala. Čez 2 dni so jo poklicali in je na razgovoru dobila službo za nedoločen čas. V odvetniški družbi svojo pisarno. Še lepšo, kakor smo mi dve pisale. Sanjsko plačo. In reka, zdaj te pa povabim na kosilo, pa otroke, pa tak naprej, ne? Ker zdaj ti pa verjamem. In pa sem ji reka, draga moja Mojca, zdaj te ta služba, tvoja sanjska, je preteklost, to smo zdaj skreirali, zdaj pa gremo naprej. In gremo naprej. Sem reka, tu naš zdaj 10 let ostala, ne, v tej pisarni noter. Ok, to boš zdaj malo podoživela, malo boš oblekce imela, pa čevlčke, pa tak si je kupila, ko nikoli tega ni imela. Super odnosi, spoštljivi odnosi, vse, kar smo napisale. In zdaj gremo naprej. Ker še vedno tisto, kar je njen največji užitek, sestavljanje puzl, to je ona. In v tistem, kar najbolj uživate. Meni je 3-4 leta nazaj rekla ena gospa, ko sem se na brezplačni coaching ne prijavila, kaj najraje delaš? Sem kao v hribe, najraje hodim. Super, boš služila denar s tem, ko hodiš v hribe. Smiselno se ti pa res pretegena, ne, koliko ne zdaj. Pa sem pa mal z možgani hotla. Ok, ja, lahko bi med počitnicam dala ven, da vozim otroke v hribe, vsak bi mi dal 10 evrov, da jih pelem. Ok, ne, možgani, to puste primer. Tukaj not ne boste nič našli. Kaj pa danes delam? Vsak dan lahko gremo v hribe, pa služim denar. Pa imam coachinge iz hribov. Vsak dan skoraj sinu pošljem, da gremo s kužki ali na Šmohor ali na Hom. Pa lahko grem na morje za en mesec. Pa od tam delam. Sam to sem jaz, mogoče ste vi kaj druga. In to rabite odkriti. Imate tu noter. Ne rabite dobene terapije, pa dobene pomoči. Če pa vidite, da vam ne gre, pa si pa priznajte, pa si poiščite pomoč. Ker greste po vašo moč. Iz nemoči greste v moč. Ima še kdo kako vprašanje? Izvolite. Z? Rolado. Hvala. No, viš, kako poslušate. In, no, to vam pa res moram povedati. Poslušajte ta spektakl. Po pa mene, jaz delam, ne, en dan, to je okolice, pa me kliče ena Mojca, ko smo včasih skupaj delali, ko ima za moje pojme najboljša jajčka domača. Ja, Nataša, kure so spet začele nest, pa to pa sem rekla, pa Mojca, ti si meni tako od roke, da mu niso za grad hoditi, žalca, bo tete jajce, ne, sam dobre so pa res, ne, ker so čisto drugačne. Ker imajo domačo koruzo, pa cel dan so zunaj, pa sam koruzo jejo. In meni pride misel, aha, Mateja je rekla, da peče ful dobro orehovo rolado in to je spektakl. Ti lahko zaradi orehove rolade, Mateja pravi, ja, se to vsak zna narediti, pa ful ljudi peče. Ok, sem ti si ena, ti lahko zaradi orehove rolade postaneš milijonar. To je dejstvo. Kakorkoli. Saj se spomnite nekih, ajde Trojane, ok, imaš še tisto hrano, ampak sam zaradi krofov. Ne? Ali pa mi smo tam v Čečah imeli pohane kure, ne? Najboljše pohane kure. Vsi smo hodili tisto v štarijo na tiste pohane kure. Zaradi ene jedi. Pa vsak spoha kure, tudi na Trojanih, pa tudi v hotelu, pa ne vem, ki imajo pohane kure. Sam tam so bile najboljše. Tako pa ona najboljšo orehovo rolado naredi. No, jaz ti zaupam. In pol jaz rečem, ok, kaj pa če bi ti na dogodek pa prinesla rolado, ne? Pa ne, mene je strah, jaz to ne morem. Sem rekla, ok, pa si pa zamisli, da imam jaz poroko, pa sem te prosila, da mi spečeš rolado, a to bi šlo? Ja, to bi šlo. Sem rekla, pa samo v tem flowu bod, pozab dogodek, pozab tiste ljudi tam, ne? Meni boš prinesla na poroko rolado, ne? To je igra življenja, igrajte se. In sem rekla, koliko jajc rabiš za 8 rolad? Sem rekla, ok, iz ene je nekih 10 kosov, 60 nas je, vsak en kos pa pol, ajde, ne? Je rekla, 48 jajc rabim.
Jaz kličem Mojco, isti dan. Mojca, a imaš ti 60 jajc? Mislim, ok, njej 50, ne, pa jaz za domov še 10. Pa reče Mojca, čakaj, Nataša, grem jaz pogledat. Pa me Mojca kliče nazaj, pa reče, Nataša, 48 jajc imam sam. Ni možno. Ne, ko smo se prej pogovarjali, kaj ni možno. A vidite dokaz? 48 jajc je rabila, ona jih je pa samo 48 imela. To je to. In Mateja je spekla rolado, tako da vsi dobite rolado. Bravo. In je šla čez, zdaj se mogoče v vašem svetu zdi to simpel, rolado speč pa sem prines. V njenem svetu so bili pa veliki strahovi, pa velike blokade. Sam, ker imam mene, ker imam mentorco, ko ji pomaga, je to zmogla. Pa ne samo to, ful rada čaje nabira, tako jaz, zelišča. Ja, pa se to vsi delajo. Ja, pa v redu, sem doben nima takih čajev kot ti, mislim, to je tvoja energija. In se je upisala v zeliščarski tečaj in tak naprej in tak naprej. In bomo tu iz njenega življenja spektakl naredile. Zato, ker ko je bilo treba plačati program, ni rekla, jaz nimam. Ampak je vse naredila za to, da je dobila. Spektakl bo živela. Samo to, kar ima rada. Čaje bo nabirala, rolade bo pekla, za mačke bo skrbela. To, kar rada dela. Tu not jo čakajo vsi milijoni ali pa tisti denar, ko si ga želite. Iz tega, kar je ona. In jaz v programu ugotovim, kdo ste vi. Oziroma sami ugotovite, ne? To je to. Kako sem jaz? Aha. 4 minute. Jebote. Kde si našel 4? Tako da, zdaj boste dobili rolado, spite malo vodice. Še imam kaj zapovedati? Še ima kdo kako vprašanje? Meditacijo, sen, vizualizacija, fokus, sprejemaj odgovornost, nova zgodba, hvaležnost. To sem si napisala. To mi je prišlo na poti do sem. Program veste, da imam, jaz dobenega ne bom silila ali ker nič ne prodajam, ponujam pa rešitev, za katero je treba nekaj plačati. Da, še sem pa samo še eno vprašanje. Izvoli. Poznaš, ampak to pomeni, v bistvu mi moramo imeti velike želje, ker če imamo premajhne želje, želje v bistvu premajhne za nas. Samaj. Nič ni moram. Ko odkriješ sebe, želja pride. Ti ne rabiš se truditi za to. Meni želja iz tega prostora pride, ali mi jo pa nekdo pove. To pa dela zavesten človek, postane opazovalec. Se pravi, moja mentorca, moja coachinja reče, Nataša, ti boš predavala na štadionih. Pa ti si vpledana, koliko imaš ti. Ne? Je moj odgovor, odkud tebi štadion? Pol mi ena tam reče, pa ti už svetovna zvezda. Poslušaš, spremljaš, kaj ti ljudje okoli tebe govorijo. Ker ti nosijo informacije, ker so tudi oni Bog ali pa zavest ali pa duša. Ne? Vse to. In pol jaz probam, jasno mi je pa, če ne morem jaz tega videti v vizualizaciji, se pravi prvo v vibracijske realnosti se zgodi, da se pol lahko v fizični zgodi. In grem v vibracijo iskati, ne? To vam še ne povem. In jaz sebe ne vidim nikakor na dobenem štadionu, ne? In probam si, ki sem bila kdaj na kakem štadionu, ne spomnim, ok, štadion, ok, Nataša stoji, ful jih je okoli ploskajo, ne gre vizualizacija. Po si dam pa slušalke, pa si tam America Got Talent, tako je, ne? Pa si dam zlate gumbe, se ti pove, se ti intuicija pove, kaj naredi. In ko so ti zlati gumbi, pol na koncu, ne, ti zlato, pa vsi ful ploskajo, zaprem oči in sem v feelingu, jaz na štadionu vsi mi ploskajo, medvedke mečejo, rože. In samo 68 sekund rabimo v tem občutku vztrajati. In sem potegnila dol željo, ne rabim nič več narediti. Bo, ko bo. Oziroma ne bo, ko bo, spet je od mene odvisen. Pa od korakov, ko jih bom do tam naredila. Ker če sam skozi Hare Krišna, Hare Hare, se pade, veliko pade. Sam s koraki.
Vseeno smo pa tu na tem svetu, ko je pa treba akcije delati do tja. Sam, če jaz niti v vizualizaciji tega ne morem videti, pol kako se mi bo zmanifestiralo. Želja pride iz prostora, ne rabs, ti si rabiš sam priznati, pa ni veliko, pa malo. Vesolje ne sodi, za vesolje je 1 cent pa milijon evrov enako. Če se to pač sploh ni z denarjem povezano. Končni fazi. Pa zakaj se tako bojite denarja, pa upirate? Ne, nisem mislila tako konkretno, vsi smo imeli, kaj je moja želja, ampak to je moja želja. Je povezano z denarjem, ampak ne znamenj, za druge. Dober, sam zdaj spet to, ne, to pol spet v programu, je to želja iz pomankanja, pa spet pomoč drugim, pa da spet sebe zgubiš. Ne, jaz sem si, okej, si milijonarka, v redu. Kam boš dala denar? In ko meni solze pridejo, okej, tja bom dala. Pediatrično kliniko sem spala na stolu, ko sem ta malega dojila. Poslem kupila, novo kliniko bom zgradila, tom naredila, ne. 100-krat sem si, zakaj za to. Različne tehnike so, no, imate na YouTube kanalu. Tako da, to je bilo to. Ali v redu? Super. Hvala. Bravo. Ali v redu? Okay. Če ima kdo, se pravi, tu imate zdaj Saško, imate mene, če se kdo hoče slikati z menoj, kar pridite, se bomo slikali. Če kdo hoče avtogram, tudi zdaj 5 minut sem vam na voljo, pa grem lulat. Hvala. Kaj živimo in da spoznajo malo globlji pomen in malo globlje začutijo svoje življenje in svoj način in pogled pač v življenju. Najbolj me je navdušila Natašina pristnost in pozitiven način življenja in vse njene zgodbe, ki jih povezuje in pove na tako prijazen in pozitivno dober način.